člani zbrani. Splošne knjižnice že dolgo nismo več samo prostor, ki se hrani in sposoja knjižničnih gradivo. Vse bolj postajamo mesto z izobraževalno, kulturno, informacijsko in socialno vlogo. Nudimo vedno več inovativnih dejavnosti, s tem pa pomembno vplivamo na lokalno skupnost, v kateri obstajamo. Ena slednjih je tudi knjižnica Semen, ki deluje kot vsaka druga knjižnica, le da si v njej člani ne izposojajo knjig, temveč avtohtona domača semena, iz katerih vzgojijo rastline in pridelajo nova semena. Del teh na to obledu sore vrnejo v knjižnico. Ideja o uresničitvi prve knjižnice semen v Sloveniji je leta 2019 sklila v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici. Danes jo bomo uradno odprli tudi v naši sredi, sicer pa tovrstne knjižnice uspešno goji že tretjina vseh slovenskih splošnih knjižnic. Z umeščenostjo knjižnic semen v splošne knjižnice želimo knjižničarjem izpostaviti svojo izobraževalno vlogo, posameznika pa spodbuditi k aktivnemu delovanju v svoji skupnosti, ohranitvi kulturne in naravne dediščine ter ustvarjanju vezi med člani skupnosti. To se sklada z našo tradicionalno vlogo in s proaktivnim delovanjem. Člani knjižnice Brežice boste vsebino naše knjižnice semen lahko uporabljali in jo hkrati tudi bogatili od Svečana do vključno Vinotoka, oziroma od začetka februarja do izteka oktobra. V vmesnem času bomo s predavanji, delavnicami in drugimi dejavnostmi skrbeli za promocijo te posebne storitve. Začenjamo že danes. Domačin Zvone Črnelič, gospodar biodinamične kmetije Črnelič iz Dečnega sela, nam bo predstavil primere dobrih praks oziroma svojega družinskega vsakdana. Do leta 2003 so kmetovali klasično, nato pa so pričeli z ekološkim kmetovanjem. So prejemniki številnih priznanj in vzor tako v domačem, kot tudi v širšem okolju. V tovrstnem načinu delovanja vidijo prihodnost in menijo ter potrjujejo, da dober pridelek dosežemo s pravim odnosom do zemlje in narave nasploh. Ob tej priložnosti in pred začetkom predavanja častnega občana občine Brežice za leto 2020 bo spregovoril podžupan občine Brežice Aleksander Gajs. Izvolite. Spoštovani, lep dober večer. Na spletni strani ene izmed slovenskih knjižnic sem zasledil sledečo pismo. Ekološka problematika v najširšem pomenu se dotika čisto vsakega pripadnika naše lokalne skupnosti in pred njo si ne smemo zatiskati oči. Knjižnica semen se svoje poslanstvo dotika le majhnega delčka obširnega problema, ki pa je zelo pomemben. Poslanstvo naše knjižnice semen je ozaveščanje o ohranjevanju avtohtonih sort, ter biodiverzitete in hkrati opozarjanje na pomen samooskrbe ter sonaravnega ohranjanja. Konec navedbe. Lahko se le strinjamo, da je ohranjanje avtohtonih vrtnin ključnega pomena za ohranjanje bogate biotske raznovrstnosti našega območja. Knjižnica semen, ki jo danes odpiramo tukaj v Brežicah, predstavlja kulturno, naravno zakladnico dediščine naših prednikov in obenem ključ do prihodnosti. Z ohranjanjem teh sort se ne ohranjamo le naše korenine, ampak zagotavljamo trajnostno prihodnost za nas in naše potomce. Delovanje tovrstne knjižnice krepi lokalno skupnost, saj zagotavlja povezovanje ljudi preko izmenjave dobrih praks. Vpliva na ohranjanje znanja o pridelavi hrane, ki je prilagojen našemu podnebju in tradiciji. Njen prispevek pa je zagotovo tudi poglabljanje v širitvi lokalne pridelave hrane in samooskrbe. Ozaveščanje o pomenu samooskrbe nas spodbuja k lokalni solidarnosti in odgovornosti do lastnega okolja. Obenem pa to pomeni korak v smer zmanjševanja odvisnosti od zunanjih virov in s tem sodobnih prehrambenih dobavnih verig. S podporo kvalitetno pridelane hrane iz naše občine ne spodbujamo le lokalnega gospodarstva,
ampak prispevamo med ostalim tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa in krepitvi trajnostnega razvoja. Lahko rečemo, da imamo v občini Brežice dobre naravne pogoje in ponosen sem, da občina Brežice na različne načine podpira rast in razvoj lokalne pridelave hrane, ter si prizadeval za ustvarjanje okolja, kjer postaja takšna dejavnost vedno bolj cenjena in njeni pridelki vse bolj iskani. In ko govorimo o lokalni pridelavi hrane na območju naše občine, moramo biti ponosni, da je med nami vse več tisti, ki se osredotočajo na ekološko in trajnostno kmetovanje. In ko govorimo o pionirjih tovrstnega kmetovanja, ne moremo ne da bi omenili biodinamično kmetijo Črnelič, ki jo nam bo nocoj predstavljen gospodar. Na tem mestu iskrene čestitke za pogumno in uspešno pot ter vse dobro prihodnje. In na koncu naj se zahvalim tudi kolektivu Knjižnice Brežice, da ste se odločili svoji klasični dejavnosti dodati tudi to, torej knjižnico semen, s katero stopate na novo pot, s katero boste dodatno podkrepili pomen vaše inštitucije za lokalno okolje. Želim vam in vse nam, da bi knjižnica semen zaživela v polni meri in tako pripomogla zagotavljanju vsega že prej povedanega. Naj bo knjižnica semen in današnje predavanje navdih za nove začetke in priložnost za vse občanke in občane, da s podporo temu projektu prispevamo k soustvarjanju bolj zdrave in trajnostne prihodnosti naše občine. Hvala lepa. Dobro pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za povabilo Knjižnice Brežice. Sem zelo počaščen, da povabite enega iz domačega kraja, kajti v domačem kraju ni kar tako biti predavatelj, ljudje te malo poznajo, ocenjujejo in pač najtežje biti v domačem kraju. Čestitke za to, kar ste se odločili, za oskrbo semenov naprej, kajti semena so tisto naše bogatstvo, katero moramo res najbolj čuvati. In to mislim, da je prava smer, da bomo šlo na tak način naprej. Ponovno, da predstavljam se že bil, ker tako, da bi malo narodno, hvala za tole predstavitev. Sem Zvone Črnelič, prihajam iz Dečkih Sel. Ja bom rekel tako, sem poročen, 4 otroci, 8 vnukov in tako nekaj doma kmetujemo. Na začetku bo en filmček, ki bo trajal 9 minut in v bistvu o njem kar precej povedanega že. Dragi, da pozorno poslušate, potem pa bomo videli, kako bo šlo naprej. Tako, to je pač pogled na našo kmetijo. Vidim, če to deluje. Ja, no, tako je. Zdaj bo pa en filmček, ki ga je zmontiral naš sin, hčerka posodila pa glas. Na tej lokaciji smo začeli kmetovati s nakupom 2,5 hektarske kmetije. Danes skrbimo za 40 hektarjev, od katerih je 6 hektarjev lastnih kmetijskih zemljišč, 34 pa jih je v najemu. Polovica vseh površin je v hribovitem svetu v okoliških vaseh. Pred 24 leti smo pri predelavi jagod nehali uporabljati sredstva za varstvo rastlin, ki se uporabljajo v konvencionalnem kmetovanju, in to je bila za nas prelomnica, ki nas je spodbudila k preusmeritvi. Na ekološki način smo začeli kmetovati leta 2003, po biodinamični metodi pa kmetujemo od leta 2012. Od leta 2014 imamo Demeter certifikat. Več kot 30 vrst zelenjave, ki jo pridelujemo na 70 arih, in jagode, ki jih pridelujemo na 30 arih, raste večinoma v rastlinjakih. Svoje pridelke prodajamo direktno na tržnici v Ljubljani. V času sezone od aprila do decembra prodajamo 2-krat na teden. Nekaj prodamo šolam in drugim javnim ustanovam, 30% pa potrošnikom, ki pridejo v našo majhno prodajalno na kmetiji. 40 glav govedi se vsako leto 8 mesecev pase na 39 hektarjih v 8 vaseh v bližnji okolici naše kmetije in tako preprečuje zaraščanje travnatih površin. Naš glavni cilj je pridelava zdrave hrane z najboljšim vonjem in okusom, seveda s pravim odnosom do narave in potrošnikov in najmanjšim možnim ogljičnim odtisom.
Za biodinamično kmetovanje smo se odločili zato, ker je to najboljše za našo kmetijo, najboljše za člane naše družine, najboljše za potrošnike in najboljše za okolje. Biodinamičen pristop smo izbrali zato, ker nam omogoča, da bomo generacijam, ki bodo tukaj kmetovale za nami, kmetijo zapustili v vitalnem stanju. Radi bi dokazali, da je mogoče kmetovati na ta način in od prihodkov iz kmetovanja dobro živeti. Zato seveda uporabljamo znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili na naši kmetiji in na drugih podobnih biodinamičnih kmetijah v Sloveniji in v tujini. V biodinamičnem kmetovanju posvečamo glavno pozornost oživljanju tal, povečanju organske mase, humusa. Zato uporabljamo kompost iz hlevskega gnoja, ki ga prepariramo s kompostnimi preparati, biodinamične preparate, gnoj iz roga, prepariran gnoj iz roga, preparat po Mariji Tun, biotsko pestrost, bogate mešanice za zeleno gnojenje, osnovna obdelava tal s podrahljačem. S pomočjo teh metod povečamo pestrost in količino organizmov v tleh, vsebnost organske snovi in humusa ter tako omogočimo, da tla vežejo več ogljika. V rastlinjakih ne orjemo že 25 let, na njivah pa več kot 10 let. Uporabljamo specialen podrahljač, ki omogoča zračenje tal do globine 30 do 40 cm, povečanje biomase talnih organizmov in s tem povečanje kapacitete tal za vezavo ogljika. Tla, ki so na način dobro prezračena in bogata s humusom, lahko zadržijo več vode, kar preprečuje škodo na posevkih v času suše. Pri močnih nalivih tako obdelana tla z dobro strukturo in večjim odstotkom organske snovi sprejmejo več padavinske vode, kar preprečuje poplave. Tla obdelujemo, ko niso premokra, čemur posvečamo največjo pozornost. Obdelujemo jih s primernimi priključki, z majhno hitrostjo in ne s preveliko silo, da ne uničujemo strukture tal ter s čim lažjimi traktorji. Skrbimo za pester kolobar. Sejemo tudi mešanice za zeleno gnojenje v regenerativnem kmetovanju, ki vključujejo več vrst rastlin, kar pomembno prispeva k biotski pestrosti talnih organizmov in formiranju humusa v tleh. Uporabljamo 2 mešanici z 9 oziroma s 25 različnimi rastlinami. Kupimo jih pri podjetju Kamena Samen v Nemčiji, ki ima na razpolago številne pestre mešanice za zeleno gnojenje, regeneracijo humusa v tleh, setev pasov cvetočih rastlin za opraševalce in koristne organizme. Mešanice za zeleno gnojenje zmulčimo v fazi polne rasti, ko dosežejo višino nad 2 metra in jih v tla zadelamo s podrahljačem. Seveda je po podrahljavanju najpomembnejše opravilo škropljenje s preparatom 500, prepariranim preparatom 500 ali preparatom po Mariji Tun. Biodinamični preparat 500, gnoj iz roga, in prepariran preparat 500 v prvi vrsti delujeta na tla in korenine rastlin, sicer tako, da pomagata pri izgradnji strukture tal, stimulirata mikrobno aktivnost in formiranje humusa in stimulirata rast koreninskega sistema. Kremen iz roga, preparat 501, je komplementaren prej omenjenim preparatom za tla. Deluje predvsem na rastline, prinaša svetlobo ter izboljša vitalnost rastlin in kvaliteto pridelka, njegov vonj in okus. Z opisanim pristopom k obdelavi tal, s pestrimi mešanicami za zeleno gnojenje, uporabo komposta, biodinamičnih preparatov in čajev zdravilnih rastlin skrbimo za ravnovesje, zato nimamo problemov z boleznimi, škodljivci in pleveli. Vse preparate pripravimo v okviru Društva za biodinamično kmetovanje Ajda Posavje. Ves čas izboljšujemo rodovitnost kmetijskih zemljišč, spodbujamo biotsko pestrost organizmov v tleh, produkcijo humusa in izboljšujemo strukturo tal. Poleg tega skrbimo za modernizacijo kmetijske pridelave in izboljševanje delovnih pogojev, ob istočasnem zmanjševanju vplivov na okolje in podnebne spremembe. Zato smo pred kratkim investirali v akumulacijsko jezero, sodoben večji rastlinjak, v sončno elektrarno ter v priključke za obdelavo tal brez oranja in spravilo sena. Že 5 let sem predsednik biodinamičnega društva Ajda Posavje, ki ima 120 članov iz celotne regije ter član upravnega odbora Združenja Demeter Slovenija. 4 leta sem bil tudi predsednik Združenja ekoloških kmetov od Dolenjske, Posavja in Bele krajine. V preteklih letih smo organizirali in izvedli veliko tečajev, seminarjev in ogledov dobrih praks na kmetijah,
tudi zelo znanimi biodinamičnimi kmeti in praktiki iz Avstrije, Nemčije, Italije, Švice in celo Avstralije. Nekateri od teh seminarjev smo v društvu organizirali v sodelovanju z javno službo kmetijskega svetovanja. Veliko smo se naučili od Pascala Falzarana, ki v Italiji vodi 170 hektarsko Demeter posestvo Agri Latina, ki je v Sevnici izvedel seminar za 220 udeležencev iz celotne Slovenije in tudi Hrvaške. Sodeč po mojih izkušnjah bi bilo najpomembnejše, da bi svetovalci javne službe kmetijskega svetovanja, ki imajo dobre kontakte s kmeti na svojem območju, za konvencionalne kmete organizirali oglede dobrih praks ekoloških kmetij. Kmetje bi na ta način imeli možnost izmenjave praktičnih izkušenj z uspešnimi biodinamičnimi in ekološkimi kmeti. Ta proces prenosa znanja in izkušenj na kmete bi moral biti financiran s strani države. V svetovanje in prenos znanja bi morali biti vključeni svetovalci, ki bi se redno usposabljali na področju ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. Prav tako bi bilo potrebno zagotoviti dodatne kmetijske svetovalce v okviru javne službe, ki bi pomagali pri preusmeritvah konvencionalnih kmetij v ekološko kmetovanje. Evropska unija bi morala v prvi vrsti podpirati investicije na ekoloških kmetijah. Za ekološko kmetovanje bi morala biti zagotovljena bistveno višja neposredna plačila kot za druge oblike kmetovanja, saj ekološki kmetje povečujejo biotsko pestrost talnih organizmov, organsko snov, vezavo ogljika v tleh, ne onesnažujejo tal in podtalnice z mineralnimi gnojili in pesticidi, kar je v največji možni meri v skladu z evropskimi strategijami od vil do vilic in ohranjene biodiverzitete. Prav tako bi morale biti podprte investicije v dobrobit živali. Iz vidika izboljševanja rodovitnosti tal, ki je odločilna za pridelavo hrane v prihodnosti, in iz vidika podnebnih sprememb, bi morali dodatno podpreti investicije v hleve na gnoj in priključke za kompostiranje. V večji meri bi morala biti podprta tudi pridelava sadja, zelenjave in žita, da bi lahko s hrano rastlinskega izvora nahranili več ljudi na hektar kot s hrano živalskega izvora. Poleg tega je hrana rastlinskega izvora pomembna za uravnoteženo prehrano in zdravje ljudi. Tudi izobraževanje bodočih potrošnikov je zelo pomembno, od vrtca do univerze. V vseh programih na vseh stopnjah šolanja in ne le na kmetijskih šolah bi dijaki in študentje morali dobiti znanja in praktične izkušnje o prednostih ekološke hrane in hrane pridelane na biodinamičen način. Zato bi bilo potrebno v okviru rednih šolskih programov organizirati več ogledov kmetij, pokušin hrane in seminarjev priprave zdravih obrokov. Če bi upoštevali te usmeritve, bi veliko denarja, ki se porabi za zdravila, usmerili v pridelavo zdrave, ekološko pridelane hrane. No, tu bi jaz dodal še tako, da bi še mogli izobraževati tudi študente medicine, ki bi se mogli poučevati o pridelavi hrane. Torej, zdravnik bi mogel se s pacientom pogovarjati, zakaj točno bolezni ni rešitev lekcija, pa ne, treba vzroke iskati. Tako, to je bil kratki filmček, v bistvu je bilo zdaj vse povedano, tako da lahko že končamo, no, pa gledamo še kakve slike pogledati. Je pa film res dolgo trajal, da smo ga naredili in je bilo kar naporno. To je bilo veliko treba ponoviti. Hčerka se ni strinjala z raznim izrazom, ki je bil agronomski, tudi tle nam pomagala ena svetovalka iz Celja in da smo vse to uskladili, potem je bilo treba velikokrat ponoviti, pa se je že zmotila čisto kako banalno besedo, tako da ni bilo čisto enostavno, ampak na koncu je, kar vrelo se bi zdaj izpadlo, boš to naprej. Tako, ja. No, torej, zdaj obdelujemo 47 hektarov, v glavnem je to travinje, imamo živino, kot vidite, krave vilja, 27 so tu nekje, pa še nekaj manj telec zraven. In to v glavnem v najemu imamo zemljo v 9 vaseh. Mi bo žena sva sicer kupila kmetijo majhno pred 31 leti. Tam, kjer smo zdaj 2,5 hektara, tako da zdaj imamo 8 hektarov lastne zemlje in pa še 39 v najemu.
80 hektarov je zelenjave in neki žit, poljščen hektar, 80 ostalo so pa travniki in pašniki, okrog 20 hektarov pasimo pa v hribih, tako da se hribi ne zaraščajo. In še nekaj kokoši. Pokažem par zadev, kaj gojimo na kmetiji. Kot vidite, tu je slika iz konec oktobra, je še kar nekaj zelenjave bilo. Skratka, okrog 35 do 40 vrst zelenjave, ki se zvrsti skozi celo leto. No, na začetku, ko se človek odločil, po kateri poti bo šel, jaz sem si izbral srednji pot, ki je manj zvožena in ne preizkušena, ampak je osvetljena s svetlobo. In mislim, da je bila pot prava. In seveda treba imeti vizijo, sanje, tako da lahko si moramo verjeti, da na ekološki način lahko tudi to verjame. Mislim, da uspe. To je podpira, bilo takoj na začetku tega načina kmetovanja. Začnemo pa z vzgojo sadik v rastlinjaku, ki je od spodaj ogrevan, tudi to je korito, kjer se sadike namakajo od spodaj in ne od zgoraj. Rastlinjak se pa tudi odpira, tam ga vidite okno, ima dvojno folijo, tako da je bistveno manjše izgube toplote. Jagode, paprika, ki jo pač zorimo do neke barve. In celo take agetne barve, ko sem se pojavil na tržnici, je to bilo preveč pijajoče, ni ekološko vse nekaj slabega, pikastega, umazanega, ampak vendar je možno tudi to na tak način. To je seveda zato, ker je v rastlinjaku, ker ni umazano od dežja. Rastlinjak ima seveda pozitivne in negativne stvari, o tem se da razmišljati in debatirati, ampak jaz vidim tle absolutno več pozitivnih kot negativnih stvari. Pridelava čebule z uporabo zastirke, seno, slama, potem pokrivanje proti insektom, proti čebulni muhi, sploh če je čebula sejena jeseni, je obvezno potreba pokrivati s tole kopreno, tudi prej potem dozori. No, to je potem čebula že, ki je že pač malo začela zoreti, tiste pa tam česen, to je pobiranje čebule. Tudi čebula. In potem tik pred zorenjem, potem čebulo tako sušimo v kozovcu in jo imamo pač do nove, tako da nekaj je zdaj še imamo, stare. Lansko leto je dobila je toča, pa je kljub temu s pomočjo teh naših preparatov kar dobro zdržala. Česen, paradižnik v rastlinjaku, na prostem si seveda ne predstavljam brez strehe, sploh pa v teh ujmah, ki so zdaj še odmeri večje, paradižnik, ki zori, uporabljamo v glavnem same domače sorte, tudi semena, vzgajamo sami sadike, por. Bral sem nekaj v pečkem glasu, da por se ne da predelati ekološko od ene znane novinarke. Seveda se da in zelo lepše da predelati in tudi kvaliteten. In to stranke seveda prepoznajo. Fižol, ki je lahko tudi v rastlinjaku, ker je poleg vroče, damo streho dol, jeseni pa pokrijemo nazaj pred tole alijo, pred meglom, tako da ne pride do bolezni. In lahko je pa gor tudi mreža pred vročino in točo. Kumare, melone, lubenice. Gotovilc ga gojimo iz semena, torej razvijemo sedike in potem posadimo ali na folijo ali brez folije in tako prehitimo te plevele. In potem se zelo hitro ga da nabrati. Seveda pa več časa porabimo za vzgojo sedike, ampak izredno lepo se razrasta in potem ga hitro tudi lahko naberemo in prehitimo plevele. Solate je tam je cvetača, brokoli, romač, podobne zadeve. To je še zdaj zimska zelenjava, azijska, pak čoj, zelena, še
kumare, ampak to še imamo zdaj recimo po zimi. To je pa sladki krompir, poznate, imam ga danes tudi s seboj, nekaj, če bodo želel, ga lahko preizkusite. To je, ni navaden krompir, to je veliko več, to je vitaminska bomba, tako se skopava krompir, takšen večji kljub, drugače to pokrito z folijo, ima rad toploto, prihaja iz južnih krajev in ima rad toploto. Nima nobenih škodljivcev razen goluharja, ki ga ima izredno rad. In proti goluharju seveda so tudi načini kakšni. In moramo ga shranjevati na temperaturi na 10 stopinj. Tako da veselje, ko ga poberemo, moramo skrbeti, da je na 10 stopinj, sicer zgubi na kvaliteti. In drži bo lahko eno leto. Stranke na tržnici so mi povedali, da so ga pozabili odkleti in je še eno leto potem je čisto vredno. Je primerno za diabetika, sladkorne bolnike, glikemični indeks sladkorja ima nič in tako da lahko ga vsak uživa ali dojenčki v kombinaciji s kakšnim korenčkom. Ima ogromno beta-karotena, 1 kg ima toliko recimo kot 25 kg brokolija. Tako, zdaj pa malo obdelavi tal, okopavanje, vse se pleto, vse se začne pred sajenjem, seveda moramo skrbeti za pravilno kolobar prejšnjo leto. Če govorim na primer o koruzi, da smo imeli prejšnjo leto deteljo, če je veliko dušika iz zraka in preprečuje rast plevelov. To je primer nigne, ki je bila zelo zapleveljena in potem smo mišli z podreglačem pravonimo preripali in potem je to vlačenje. Vlačenje na tak način, ko pleveli malo sklijejo, pride dež, malo sklijejo in mi jih prelikamo. In če za en strg dobro. In ni možnosti, da plevela ne bi nišla. Tako pač na mehanski način in to je takšna brana oziroma česalo in 5 metrov širok in vidite tudi tak majhen traktor z lahko pelje. Tako, zdaj smo pa pri korenju, naredim potem, da sem nivo prej vlačil, ne vem, če imam čas 14 dni, en mesec, to je še boljše, in nivo vlačim in tako te plevele že prej eliminirali. Potem naredim zastrojen grebene, takšne grebene, in počakam en teden, zdaj, če ni kakšnega dežja, lahko vložimo cevi in takoj namočimo z vodo in pleveli vzniknejo. In te plevele potem premaknem z nekega, recimo, zagrabica, lahko bi tudi zunim česalo, ki ste ga te videli, in te plevele potem že, ki jih še v bistvu ni videti, enostavno eliminiram že prej in potem sledi setjo. Za takšno ročno sejanico je zelo kvalitetna, se tudi cena je kvalitetna bila. No, in tako, zdaj smo mi posejali gor korenček in tu gor bo zdaj bistveno manj plevelo na enem filmčku, se prav vidi, ker je tle bilo praktično sam korenček ven, nekaj spod so pa začeli pleveli že vznikati ven na račun vode, ki smo dali gor cevo in je malo voda spodaj vedno tiskala. Vendar tu mi potem okopljamo z okoparnikom, ki gre takole dol, eno tako vlastoko, v obliki človeka je dol in postrga od tleta do tle dol, tako da bo v bistvu manj te pletle gor. Tako da trenje se jaz ne bojim pridelovati na večjih hektarjih. Včasih meni kdo očita kakšni večji kmetje, ki mi rečejo, da imam hobi program, ker oni imajo kakšne površine, ampak da se vse narediti, površine niso pomembne, samo primerne svoje, potem ki moramo imeti pa znanje seveda. Tudi potem osipavanje korenja, ko smo enkrat ga postavili do tam gor, filmček, tako. In to lahko delamo z manjšim traktorjem, moj moto je čim manjši traktor, prej ste sicer enega videli večjega, tisti ni bil naš, si me naučil, da mi ga da dol, čim manjši traktor in ni potrebno, da 100 konjski traktor vleče in s tem težkim tonom ubijamo zemljo. Korenje naprej, pred izkopom korenje, včasih ga imamo nazaj, tako.
ga imamo včasih do februarja in ga skupavamo takrat in ga imamo za tako paleto, tako vrtan in zavijemo. Lahko to zakopljamo nekam v zemljo, da ne zmrzne, sicer korenje tudi lahko malo zmrzne, tako da. Koruza, to je primer okopavanja koruze. Kot vidimo, noter ni plevelov, ker smo to že prej, malo vse prej narediti, tisto česalo, ki smo videli, torej da nivo pripravljam že mesec prej. In še enkrat so nam pleveli dali noter njih, pač ne moramo tega reševati, pa nekaj potročno. No in to je spet okopalnik, ima 3 motike, 1, 2, to srednje 3 in potem še tele krožniki, ki med okopavajo. Prav okopalnik je bil narejen v Sloveniji, deloma možen iz Nemčije, je bil kar napora, da smo ga spravili skupaj za manjši traktor, ker vse je narejeno za neke ogromne traktorje. Tu še malo bližje, to je bila sicer kar dosti taka slaba zemlja, filmček, kako je mokra, ampak kljub temu je koruza kar dobro uspela. Kar dobro uspela, ampak ne smemo imeti plevelo. Potem se koruza še enkrat posiblja, to je to. No in že moj ate je včasih po tem, kar sem zdaj pokazal, posejal deteljo. In deteljo potem preprečuje rast plevelov, vleče dušik iz zraka in kot sem novinarji vprašal na začetku, zakaj ste se odločili za ekološko kmetovanje, nič novega ne delamo. Dobro, je kakva noviteta, ampak to so vse stvari, ki so odprej. Seveda koruzo bo treba prej tudi pogledati z negnojem in pravno kompost in s pomočjo še kakšnih zelenih podorov ali žit. Tako je bila koruza, to je bilo leto, predlansko leto, ko je bila suša, tako da je bilo noter tudi v tem času pred zavljenjem praktično brez plevelov. Smo pa tudi napeljali noter vodo, ker je bilo res tak sušo, to je pač manjša parcela in je to bilo možno zamakati. Takrat se tako namaka iz vrha, iz vrha sistemi. Sejenje krompirja, pač strojno, in potem pokrijemo z folijo ta krompir. 6 metrov široko folijo in ta folija, to je pač odpadna folija, lahko je nova folija, in pod to folijo črno pleveli skrijejo in ko pride krompir ven, damo to folijo proč in tiste plevele sonce dobesedno sežge. In krompir se potem dvigne in prikrije nivo in potem sledi še samo posipavanje krompirja in tako je dost olajšano delo. No, tu je zgodnji krompir, posipavanje. Ta krompir ni bil niti, ta slika nazaj, ni bil niti nič delan, samo je bil posajen in je kar lepo uspel v mokrem letu, ki je pač parcela na hribu. Ena sorta Agrija, smo ga upravljali 7-8 let, ekološki kmet upravlja do svoje semena, tako da ni odvisen od industrije, ki nasilijo v ta semena. Sploh to, kar so zdaj sprejeli v Bruslju, da delujejo gensko spremenjena semena, da sploh ne bo potrebno, da je to kje označeno na kakšnem artiklu. No, to je pa primer lanskega leta, januar je tudi bil zelo deževen in je tu zraven graba, ki ni požirala in je voda tekla na njivo, to je Pira. Prvo potok je tekel gor, kot vidite, in to je bilo ta dan, naslednji dan je bila ta slika takšna. Torej, voda je zvinila. Kaj hočem povedati, mi moramo skrbeti, da njiva je en pivnik. Tam, kjer vidite vodo na njivah, kmetje jamre, mokro deževje, seveda je mokro, če so pošli s takimi stroji težkimi gor in za nepravilno obdelavo nepravilnih urbadah, monokulture in te težki traktori, ki mi sreče valjali. Vse, kar je nad 5 ton, to nima kaj početi na teh njivah. Seveda bote rekli, v Ukrajini, pa ne vem, kje v Franciji, ko imajo velike površine, če dodaš bojna kolesa in se ta pritisk razbremeni tudi v zelenjavi, ki imajo velike površine, imaš eno kolo, vmes je vrsta zelenjave in naslednje kolo, tako da potem razbremeniš ta pritisk.
Ja, obdelava tal, zdaj pa tam nekaj, kar bi lahko rešli. Tako, ja, gremo nazaj. Torej, mi pluga ne uporabljamo. Plug je za mene zgodovina. Pravzaprav prvi plug je bilo oralo, in to še zdaj uporabljamo, ki tam zveriš. Z oranjem ni, tam ni naredimo z oranjem. Vse se je prej oralo in prej se je plitvo oralo. 15 cm se zavoli orali, da sprava. In to je bila tista rodna zemlja in je zrasla na tem. Danes, ko so potrakali vse težje in večje in vse globje se orje in mi potem mečemo to mrtvo zemljo na vrh, ta boljšo pa od spodne, kar je grobo in uničujemo to rodvitnost. Koliko mešamo tole deževnikom in vsem tem življenju, kaj je bilo tleh. Na enem hektarju imamo mi lahko dobrem hektarju 20 ton življenja v tleh, vseh teh mikroorganizmov in deževnikov in kaj. Tako da z podrahlavanjem pa mi noter spravimo zrak v zemljo, tako zadržimo več vlage, ki pada iz zraka za rezervo za sušne dni. In seveda moramo skrbeti za neki humus, ki potem spostavi življenje v tleh in skrbimo za rodovitnost zemlje. Podrahlač, to je manjši podrahlač za ta manjši traktor. To nogo eno dodamo tako lahko tudi zraven, ali pa vzamem proč, če pač tega ne rabim. Takole, podrahlavanje po filček, potrosti sem kompost in potem je se s tem šlo preripati, prerahlati in potem je šla gor tu še enkrat, potem je šla tu gor neka kultura. Tole je spet tale ribar v rastlinjakih, kjer gremo lahko s temi elementi čisto do steblička. No, to pa se vidi, je pa taka zbita zemlja, to je pa od tega, kakle rastlinjak pokrit in pada voda dol in velik drža in je ta zemlja toliko zbita. Ampak nasplošno je ta zemlja na tak način odlična. Evo, to je primer. No, tudi lahko gremo s takim manjšim rastlinjakom, mislim na tem riparjem v eno vrsto zelenjave vzamemo ven in potem predelamo in gor naredimo spet nekaj drugega. Prošen je kompost, ta presilec smo dali delati v Italijo in je bilo zelo veliko težav, da sem prišel do njega. Lahko trosi širino 8 metrov ali pa širino samo tega. Vrti se pa s pomočjo hidravlike in te elementi se obračajo v pretokom olja. No, torej, kompost, v bistvu je, da mi uporabljamo na kmetiji kompost in nikakor ne gnoj, kajti gnoj ni isto kot kompost. Kompost, da mi predelamo z pomočjo preparatov, bo še pozneje kaj povedano. Ripanje. Torej, po narejenju delo še enkrat z tem ripanjem, da ta kompost se delamo noter in potem sledi pa priprava grebenov z tem grebičarjem. Smo ga tudi sami izlubili, tako da naredi zelo visok in širok greben, na katerega potem mi sadimo zelenjavo ali jagode ali bilo kaj. No in potem polagamo za polagalca folije, ki smo ga deloma prekotirali v Švici, drugače pa edini tak stroj v Sloveniji, ki dela čisto na drugačen način in to vzadi pridera folijo za sajenje čebule, pora, česna, recimo. In polaga tudi cevi zraven. Evo, naredi tak krasen greben in potem mi to sadimo in to vmes med dve vrstami potem ena cev, ki ne maka. To je še malo za hec, prejšnji podrahlač, oziroma polagalec folije, ki ni bil kvaliteten, je pa
je pa traktor, da se sam premikal, da je to malo zgreca. Ali potem, da smo morali naredili bicikla kolesa in tle podela lukne za določeno, recimo, vsebino jagode. Potem pa zastirka, rš je to in to rš potem povaljam s posebnim valjarjem. V bistvu, da zastirka ostane živa, da to izmulčimo in to pol živi ta zastirka v bistvu celo leto. In potem smo solili v to zastirko zelje. Pokrili smo ga še s tem kvartalom proti bohačem in tako je potem bilo brez plevelov. In na tak način smo ga tudi setov, tudi ročna sejalnica, da ne hodim za nekim traktorjem v nekih manjših parcelah. Za to sejalnico posejem tudi recimo deteljo v žitah. In mi imamo v žitu, to je pira, spod detelja, namesto plevelov. In po žetvi, ko gre slama bolj z njive, vidimo tako njivo in to je detelja, bela detelja, dotle je posejano, tam gor na koncu ni, ampak se je tudi samo odraslo. In ko mi enkrat takšno njivo po žetvi, si boljšega ne moramo želeti, skratka njiva brez plevelov, detelja, ki veže dušik iz zraka in lahko delamo potem vse na tej njivi. Običajno pa kmetje so razočarali na ceno pšenice in potem pustijo njive zaraščene, slama plevel preraste in čakajo žal tako dolgo, da plevele osemnijo in potem te plevele padajo dol in ponovno skolijo in takrat grejo škropiti z temi hudimi strupi boom efekte, ki je še zmeri so ga zdaj podaljšali. Prav tudi naš poslanec Bogovič je zato glasoval, velika škoda. Tu je bila prej na tej parceli ajde je bila čebula. In po čebuli sem jaz imel namen sejati jeseni žita in ne slednjati po žitih jagode, to je kar je tak dober kolobar. In torej od čebule do žit mora biti njiva, ne sme biti nikoli dol. Njiva mora biti pokrita in evo ena ajda je ena odlična zadeva in takrat v septembru čebela nima paša in to je ena odlična zadeva in evo kako spet mi plevele držimo nazaj. Tako da njiva mora biti vedno pokrita. Gnojenje z zelenim podorom, se tem reče čepromenje orjeno, torej to je večina sončnic, drugače pa to kerena kombinacija precejšnjih rastlin noter in mi to potem zmulčimo in je to ogromno žive mase, hrane za mikroorganizme in življenje v tleh. In potem mi to posedimo nekaj druga, na primer jagode. No, tudi rastlinjak, ki je bil narejen na novo, to smo mogli vse zemljo navoziti in je bilo precej zemlja še uničena in no, to je začetek jagod. Ni bilo tako idealno, ampak vendar jagode so bile zelo kvalitetne in tudi dohodkovno je bilo zanimivo. Rastlinjak se drugač sam odpira, to streha je dvojna, vse je dvojna folija. No, bila od lanskega leta, dokler ni bilo točno, zdaj pa to vse zgodna folija se razbita in ni več dvojne folije. Drugače pa to zelo velik izolator. Tudi s tvojega okna se streha odpira in vsa para, ki je noter, pač gre točno takrat, ko mi hočemo, da štimamo na odpiranje te temperature in tiste vlage, ki pač želimo, da se to odpira. Jagode, to je kar pestro, pogled v prihodnost. No, tu je bilo 8,5 arov, bila je sejana tista mešanica, ki smo prej kaj kazal. 8,5 arov smo predelali 2 toni jagod, to je bilo res vrhunsko. In tudi prodaja se prodaja, ni tako težav. Cena pa je bila v tem primeru 11 € za kilo, poprečjo, mojni to bi bilo seveda zadovoljimo. Tako, zdaj pa smo na zanimivi parceli, to je tle elektrarna zdaj, tale v Brežicah.
In takrat so odkopali tole Savo in zvozili so material tle na Nivo, tole bolje avtocesta. Mogoče se spomnite tega kupa, to je leta 2014 se začelo delati. No in kaj se je pol zgodilo, zvozili so ta material nazaj v nasip in se predstavljate Niva zvožena s kamioni, z buldožerji, v kakšnem stanju je bila. Kmetje, tam iz Krške vasi so zahtevali seveda že s pogodbo prej, da se Niva vrne v prvotno stanje, ampak to je bilo že prej obsojeno, da to več ne bo mogoče, ne? Da boš ti spravil nazaj Nivo in potem je delala študijo Biotehniška fakulteta Ljubljana in ki je stala, kako take študije stanejo. Oni so bolj nazaj to zemljo poravnali, posijali bodo travo, umetna gnojila, nekaj posipali tudi. In voda je vedno še stala na tisti tam parceli in kmetje so bili nezadovoljni in so pritiskali elektrarne, da to ni vredno, pač da take zemlje ne morajo sprejeti. No, do mene je prišel en kmetijski inšpektor, mi je vprašal, če poznamo med ekološkimi kmeti kakšnega strokovnjaka, ki bi znal zemljo oživiti še na kakšen drug način, kot to, kar je predlagala stroka v Ljubljani. Sem rekel, da poznam, da se lahko začnemo že pogovarjati. No, in je peral tukaj do enega poddirektorja elektrarn v Brežicah in sem jaz tam predstavil, kaj bi tam začel delati. Torej, predlagal sem se gre zdaj kar zgodbo naprej povedati, kaj bi delalo. No, mogoče še tole nazaj slika. Fakulteta je vzela analizo zemlje, leta 17 in bila organske snovi je bilo 2,6%, 0,7% fosforja in 7,9 kalija. No, potem smo prišli na parcelo in pričeli prvo smo parcelo zmulčili in potem jo preripali z tem riparjem. To je preribal in to je spravil noter zrak. In sledilo je škropljenje z preparatom, biodinamičnim preparatom gnoj iz roga, s tem bom malo povedal o njem. Skratka, to škropimo, mi to škropimo zdaj po zimi, mi smo že to v glavnem nabili, da sme to biti zemlja zmrzljena po noč mrzovati. 25 do 30 litrov na hektar, več. V bistvu te kapljice in kaj zdaj s tem počnemo, vitaliziram zemljo. No, to je malo zdaj čudno, za nekoga je to filozofsko, ampak stvari deluje na koncu, predavate na tebi bil rezultat. Pravzaprav ste ga že v filmu videli, ampak mogoče niste še razumeli. To je tudi škropljenje z enim preparatom, gnoj iz roga se reče, in še z enim preparatom po Mariji Tun. Marija Tun je bila prva učenka Rudolfa Steinerja, ki je to biodinamiko začel, umrla je pred 10 leti nazaj. In te preparati zemljo rahlajo, ustvarjajo življenje v tleh in skrbijo skratka za življenje tleh. Po tem škropljenju smo šli spet z riparjem gor in z sejalnico, direkt smo sejali mešanico 27 oziroma 26 vrst različnih rastlin, ki jo bom zdaj pokazal. Tako, to je ena mešanica, od leguminoz, vidite gor, kakšni so procenti trave, do lance, do sončnice, neki facelije in tudi razne zelišča so noter zelo in višalo, če bege do tam noter, tako da je res je krasno. Skratka, 25 vrst rastlin je kladrov, zapravo, piše 23-25 vrst rastlin. To mešanico sem dobil v Hanoveru, v eni firmi Kamena Samen. Zelo letno povedala ena kmetijska svetovalka iz Celja, Vesna Čuček, vodja svetovanja službe v Celju. No in jaz sem tam pri elektrarnah to zgodbo zelo sovereno predstavil. Res nisem imel še izkušen s tem, ampak zgodilo se presenečenje potem več, kot sem pričakoval. To je bilo posejano v začetku maja in to je bilo mulčenje v avgustu. Zdaj, kako je zraslo te mase, to je traktor na 680 ton je pa kaj. In kaj zdaj mi počnemo? Hranimo njivo. Tudi marsikak kmet me že potem vpraša, je rekel, vsako leto moram dati več umetnih gnojil, da ne več zraste. Da sem rekel, kaj je zdaj tle rešitev? Ti moraš njivo začeti hraniti, ne moraš samo črpati, to ne gre. No, torej mi moramo nazaj njivo hraniti, spraviti neko hrano nazaj v zemljo in
To je na njivi en orkester, violina ni dovolj, na odru mora biti cel orkester in ena rastlina hrani drugo, ena rastlina preprečuje žuželke, mislim, eni drugi držijo štango gor, tako po domače povedano. To smo zmulčili in potem je bilo spet takoj, se je postopek ponovil. Potem smo zmulčili in škropljenje še enkrat z preparatom Marija Tun in gnoj iz roga. In tako je ripanje, še enkrat ripanje in to je bilo konec avgusta, sredi septembra smo pa šli sejati zimsko mešanico. To je pa to, vidno potem. Zimsko mešanico, ki je pa 7 vrst rastlin, torej rž, največja žipa, grašica, inkarnatka, to, kar prezimi čez zimo, kar ne zmrzne. To smo posijali čez zimo in maja meseca smo to izrastli takole. Spet ogromne mase, maja meseca smo to zmulčili in spet smo mi nahranili mimo. In ponovili smo postopek še enkrat tako kot prej, torej mulčenje, ripanje, škropljenje s temi preparati in setov še enkrat te mešanice s 25 vrst rastlin. In smo spet mulčili tam v mesecu avgustu in potem posejali v travno letno mešanico, torej drugo leto. No, predelek je bil za 1 hektarja več kot 12 ton sena, to je več kot zadovoljivo in potem smo šli pa naslednje leto, torej leta 2021, delati pa analizo zemlje. No, in če se spomnite prej je bilo 2,6%, tako, tukaj je bilo 2,6, zdaj krat 5,2 praktično za 100% se prigno. Tu, če se spomnim 0,7, je to krat 4, se je fosfor popravil in kali je bil prej 8, zdaj pa na 16, 5 krat 2. Zgodba je pozadela marsikoga, tudi enega profesorja na biotehnički fakulteti v Ljubljani, ki je to analizo delal in je te svetovalki v Celje napisal tak grozečen mail, da ni mogli 3 noči spati, da smo zgolj fazi delali, da ne znamo delati na nekaj. Tudi mi, da smo nas to svetovalko zelo presenečena in sem šla pa še enkrat, ta vzorci imate bili praktično identičen. Zelo sem znamiral marsikoga, tudi skle v Brežiške občini, kmetje ne verjamejo, jaz sem agronom, jaz sem se to naučil pri 30 leti. Mislim, žal nočem zdaj sebe gordelati pa nekoga dol, ampak to ni to. Mi z kemičnimi sredstvi uničujemo življenje v tleh in žal stroka tega ne razume. No in ta zgodba je potem res presenetila in voda več na tej parceli ne stoji. No, če se bo prepeljali tam, zdaj smo tam posijali živo, letos je bilo poplava, tle gor, 2-3 metra vode je bilo, ampak smo imeli kar srečo, postavili smo tisto prvo seno, tako da je pa prineslo gor celo neki material, ampak to ni bilo iz Save, v Dunestri Krka je gor, tako da računam, da ni nekega škodljivega prineslo, da je kakšna boljša zadeva. Skratka, tam zdaj bomo imeli živo, pa tudi nekaj buč letos. To parcelo si jaz nisem želel vzeti smo na najem, vendar se mi zdelo, torej nas je to plačala elektrarna Brežica in mi smo to 2 kmeta, no še tega nisem povedal, 2 kmeta sem pristala na to parcela hektar 40 volka, drugače je bilo pa še 3 hektare zdaj zraven parcela in so 3 kmetje, ki niso hoteli to zgodbo verjeti in se še zdaj tožijo za elektrarno in tam zdaj raste grmovje visoko že 4 metre. Če bodo šli čez most tam, čez Krko dol, bodo videli, kako je most bolje zaraščen, in s tem je že ta parcela naša. No, posledično potem prišlo do, ta zgodba šla po Sloveniji in z ministrstvom je klicala ena gospa, da išče primer dobre prakse za Brusel in jaz sem se te zgodbi branil in potem sem predstavil za to, ker je bila ta gospa tako na prav način pristopila. No, mi smo vključili še pol svoje kmetije, tako da je prišla logistke nagrade v Bruslju in posledično še eno leto še poslednje. Tako gnoj, koliko še časa, tam da mislim delal na uro 15-20 minut, ki je gledal. Gnoje, no, mi gnoja ne uporabljamo, pač ga zvozimo čkela ven in to je kot gnoja, ki je bil prej vrh levo. Vrh levo, kjer neč ne kidamo, celo zimo. Pri nas grejo živina, noter vrh levo nekje
novembra, če slabo vreme, lansko leto je bilo tako, drugače pa enkrat je bilo tudi za novo leto, ki je bilo lepo vreme. In celo zimo reč nakidamo. In to je, mi rečemo, visoki nastil. Kako? Visoki nastil, ne globoki nastil, strokovni izraz je globoki nastil, jaz temu rečem globoki, ne nastil. Beseda globoko pomeni, da živina vleče nekje noge ven iz zemlja samega dreka in je vse obadom. In tle gor je tudi trdo, da krave hodijo po visokem pogoju, ko je dovolj nastilja in dovolj prostora. To mi potem spidemo ven, z traktorjem in zvozimo v gnoj, na gnojno jamo, potem pa čez čas na kompostne kupe, kajti ne smemo gnoja voziti direkt na njivo, zaradi teh uredb. In potem in še take razne te rastlinske ostanke dodamo zraven temu gnoju. In to je gnojna jama, ki ste tukaj videli, zdaj je tudi pokrita. Skratka, prej smo imeli tu noter, tako prej bila gnojna jama in mi tukaj noter zvozimo aprila gnoj in je nekje 2-3 mesece tukaj noter, potem ga zvozimo na kompostne kupe. In damo sem noter skozi čez zimo stroje, ki jih uporabljamo na kmetiji. Te stroje so pa čez poletje pa v hlevo, tam ki ste videli gnoj, tako da uporabljamo dvojno kombinacijo, bi potrebno, da bomo za vsake svoje. To je hlev, živina ni privezana, seveda je možno, da jih zaklenemo in zdaj tudi tukaj pač kažem, če ste povedali, naša živina je samo suho seno. Redko daje uporabljamo silažne bale, pač v teh primerih, ko imamo kako sejano travo na njivi in ne moramo tega poskušiti. Seno ima same prednosti pred silažo. Kada sem kmete v Avstriji, imamo biodinamično kmetijo, kot predsednik prejšnjega društva, 120 grav živine, 200 ton žic so tam nadelali, pekarna na kmetiji, se res kmetija vredna ogleda, sem povabil tega predavatelja kmeta sem v našem društvu, je prišel predavac, tam gospod 75 let takrat, sem vprašal, zakaj suho seno. Zato, ker se mora krma kisati v kravnem želodcu in ne v sinovcu. Zakaj je sprašil naprej, zato vidimo same prednosti, pri zdravju živali in pri plodnosti in tudi pri nas je tako. Recimo, tega dela jasno mi ne uporabljamo, pač če pride kdaj veterinar, tudi tle smo zdaj primorali, nas silijo z nekim cepljenjem, s katerim se mi tako ne strinjamo, modrika stezi, pa ne vem kaj, včasih treba 600 številko krave zavedati in jih moramo zakleniti potem. Drugač pa uporabljamo samo tole stran jasno, ampak pogoj je, da so te jasne stane polne in se krave pač zmenjuje, enkrat je ena, enkrat je druga. Ta del prostora pa potem uporabljamo za počivanje živali, kajti tu je drugače veliko prerivanja in tudi gnoja se ni preveč. Tole je slikica naslednja glavnik, to je zdaj obramba pred odvozom živina ponovljena s kmetij, kot ste videli to zgodbo. Tista zgodba pri Krškem res ni bila vzorna, ampak tudi to, kar je država počela, mislim, da ni zgodno. Privoščiti krava, da se malo počohajo, sploh spomladi, zdaj prihajajo oziroma februarja, ene dušina pada in potem se čohajo, da jih potem tole češe. Hočem tle pokazati s tem, da so živali pri nas vedno čiste, po zimi in po leti. Nikoli ni nobenega in jih ne štrigla na roke. Dovolj nastila in dovolj prostora, in krave imajo rogove gor, kot ste videli. Nimamo pohabljene krave, večina kmetov, kjer se predbuje mleko, ima pohabljene krave brez rogov. Krava brez rogov ni krava. In zakaj to delajo? Pred 2 leti je bil kmetijski minister pri nas tudi v tem hlevu, kjer tudi ne smrdi nikoli, moram verjamem, ko pride to preveriti, zato ker je štala odprta, kjer se nastilja, kjer ne uporabljamo silaže, kot sem prej povedal, koruzna silaža, itak ne, to je za mene neumno, da mora živina jesti koruzo, mislim, hrano za živali. Torej, mi bi na njivah mogli pridelovati hrano za ljudi, ne pa za živali.
lahko tudi za živali, ampak v obliki recimo detelj. Mi lahko z deteljem rešimo temelje kovina, ki jih vidimo v kukuruzi. Seveda mogli bi imeti pa potem dosuševalne naprave, to, kar v kovini je, se pri nas tudi že nekaj tega ogrevali s pomočjo sonca, ki je danes lahko uporabljamo, in še kakšno je stara dogovor. Skratka, to je sobina živali. Slika. Mogoče zdaj to sliko pogledajte, zdaj pa naslednjo, kaj se tudi potem v tem tistem delu. Tudi smo že dogodke, poroke, seveda naše dogodke in še kakšne druge dogodke. Prvi potem del skidemo, aprila in je do decembra imamo dodatavno prepovedan stop živali, in vidite, nekaj delajo. In so živali seveda napašne skozi celo leto. Kompost, torej iz tega polja gnoja mi naredimo kompost, v katerega ostavljamo tudi kompost, ki je v takšni obliki, da tudi filmček, da je kompost v vsakem stanju, kot vidite tle, da v bistvu je kot ena fina zemlja, da je predelana. In potem to mi vozimo na nivo, popolnoma predelan kompost in seveda s tem prosilcem, ki lahko prosi kompost. Takšni stroje v Sloveniji se mi ne da dobiti, ker jih enostavno ne delajo, za majhne traktorje sploh ne, samo ogromne, ampak Slovenija res ima takih kmetij ogromnih, da bi to potrebovala. Pač ta prosilec, kjer se dole vrtijo diski in trosi naše vino. Potrosili smo kompost, potem nalili in ga zadelali v zemljo. To je nekaj primerov slabe delave, ali delamo s kompostom, ali to, kot vidimo v slabem deževju jeseni, v tem primeru boš, da nahodimo na nivo, vidite, kako traktor nali in tlena bo kjer žeti. To je nesmisel. Stari ljudje so rekli, nahodi na nivo v mokrem in to drži veliko več škode, boš naredil, kot pa koristi. Ali bom prej poškropil z glifosatom, spet gosti so podaljšali za 10 let, za naši poslanci žal to podpirajo. In bom prej poškropil in se bom tako rešil oplavel, pa bom nasad naredil. To je nekaj najboljšega, to je takšen strup, in v Zrečah imamo to tovarno še in zdaj jo hočejo, to je ameriški lastnik in proizvajamo strupe tam nekaj, in bomo pa fajn službe ljudem. Po taki parceli seveda zrastijo agresivni pleveli, ki so seveda nezaželeni. Pač njiva jeseni v bistven času in druga njiva, na drug način delana. To so zdaj preparati, kot sem prej omenil, tisto, ko smo videli škropljenje ročno, mi dajo kravje rogove od krave, rekli domače povedano, in kravji rog je za nas seveda največ vreden in to so rogovi iz kravnice, da mimo, tudi ni enostavno pride do njih, moramo zbirati krave, ki sploh imajo rogove in da se vide neko normalno življenje. Rog na kravi je ena antena, ki vleče vse te pozitivne energije iz vesolja in jih koncentrira v rogu, tudi skozi rog se vsa hrana prebavi do zadnje, predno gre potem v krvni otrok. Tako da rog je na kravi že zato, kot me je vprašal minister, zakaj ne režete kravam rogove, zato ker rog mora tam biti, kdo ga tam ostavil, na tam mesto in drugega ni. In s tem potem to zakopljamo v jeseni v zemljo, za Mihelovo in dovolj noči je to nekje v zemlji in noter se te vežejo v tale iztredek od krav, se vežejo vse te sile iz vesolja, ki pritiskajo v zemljo. Druga polovica leta pritiskajo vse sile dol, se vidite, tudi mi se počutimo po zimi čisto drugače, kot takrat, ko sonce posvije. In se vse te sile vesolja, ki se vse to vrti okrog nas, skoncentrira v tem rogu in potem te rogove spraznimo ven. In preparati pa še kremni iz roga, to je pa iz kamna gorska strela.
z njim pa tudi ga zakopljamo v Kravji rok junija meseca in ga zakopljamo do zakopanja imamo do novembra v zemlji. To je element svetlobe in mi z njim poškropimo zelene bele rastlin, da dobimo 7 sončnih dni. Jaz, ko sem tle v Brežicah, smo imeli jagode rezervirane. Pred osnovno šolo smo imeli dogodek tržnica, mislim, da je 8 let organiziral za otroke, pa potem, da bi se otroci vzgajali preko, oziroma starši preko otrok. Skratka, je bilo zelo slabo vreme, to je bilo leta 18, temperatura smo bili jagode na 4 stopinje in nič ni zorelo. Jaz sem imel vlubljenih 220 kg jagod, kaj je v Brežicah, zdravstveni dom, osnovna šola, pa še nekaj za Ljubljano, za tržnico. Ljudje pridijo tam na tržnico, jaz se niso okusno jagoda, župan je bil na Zorijo. Pa se rekel, ja, kar nekak je, no, ta element kremen naredi 5 sončnih dni, element svetlobe. To naredi vitalno rastlino, naredi okus, tako da je to res neverjetna zadeva. Škropimo tudi čisto malo. Mi noter dajmo te kompostne kupe 5 oziroma 6 rastlin, manj krmilica, regrat, hrastovo, lubje in kopriva. To je povedal Rudolf Steiner, ki je tem dinamiko začel točno pred 100 leti in je povedal, da so te rastline najbolj pomembne za zdravje človeka. Tudi na te elemente oziroma na te rastline vplivajo planeti in posledično tudi na naše organe v telesu. Mi s tem preparati vitaliziramo kompost, se prej razgradi in delamo s tem eno bolj vitalno zemljo in zdrave rastline, posledično povozimo ta kompost na njivo. In stavimo to v posebno škrinjo, te preparate, to okrog tedenske se odmakne, to noter je šota, tudi pod tem noter je dno z dvojnim dnom, tudi ta pokrov je dvojni in vmes noter je šota, ki preprečuje sevanje med temi preparati. Kot s telefonom ni zaželeno okrog hoditi in to bi hranil te preparate za te kompostne kupe. Bilo je pomarin tun, kravjak od krav, ki ga naberemo od krav in to mora biti krave breje, tako da črebro, ki imam nekaj, moram nekaj zbrati, da tistih pravih krav, največ 48 ur. In potem dodamo bazaltni pesek in pa jajčna vrpina in to mešamo 1 uro in po 4 dni to zložimo potem v en sod, dodamo tiste kompostne preparate, ki smo jih prej omenili in to ima spet to eno vitalnost, ki smo prej omenili tam priškopljeno pri elektrarni, da razgradite rastlinje in da se čim bolj življenje v teh ustvari. Ena zgodba je tudi bila iz leta 1986, ko je bil Černobil. Če je zdaj slika, v Nemčiji sta bila 2 kmeta, ki sta bila soseda in na tržnici sta podali zelenjavo. En je bil biodinamik, en pa klasični kmet. In inšpektorji je prej zvolilo tole, sevanje, kako se že reče, neko zaznava sevanje je zvolil, pri drugem biodinamični kmetu pa ne, ravno za uporabe tega preparata. In tiste jajčne vrpine so tiste, ki to preprečujejo. Jaz sem to zgodbo predvsem doma na kmetiji doživel, pri nas je 2 jasna lica in sta začela govoriti od sevanja, kaj na predstavno energijo, kaj dobro in za nekaj je bilo čudno, ampak jaz sem bolj točno ugotovil tam, kaj sem škropil s tem, je bilo to izničeno in vlada spolj sta vedela, zakaj sem je. To so zanimive stvari. To škropimo potem še z balderjanom, kompostni kup, da drži toploto. To je element tudi toplote, ki preprečuje tudi pozebo. Jaz sem škropil komore zvečer pri temperaturi napovedano do minus in 3,5 stopinje je bilo naslednji dan minusa. Grem zjutraj ob 8 gledati komore, niso zmrzne čez 12 stopne in naslednji dan je bilo 1,5 minusa in nisem škropil in se komora zmrzne. To, da drži do 3,5 minusa prepreči temperaturo. Seveda pa ne bi kemično nosano ali pa vinogradom. V tem mešamo te preparate 1 uro. Zakaj 1 uro? Zaradi vseh teh sil v vesolju, to je Štajner vse točno povedal, zakaj. Škropljenje še s tem kremenom, ki zelo je posledeno
dosežemo 5 sončnih dni in dosežemo, da pomembno dozori žito, sadje ali kaj podobnega. Spet samo ena informacija. Škropljenje še enkrat, ja, pred vsakim sejenjem. Tudi to ena sistem malo, ali to, zdaj škropim pozimi tole. To sem si pozimislil vesalec od avta in na tak način za 25 minut ali tako škropim. Seveda, da se čudno gledajo, kaj zdaj ta neumne žela pozimi, ampak to se vse potem obrestuje. Koliko sem vam, da sem že prekoračal, se bom še 5 minut, evo, pa sem končal. Dobri skladi se sredijo, korenček preganja čebulovo, korenčkovo, tudi česen zraven jagod je zaželen. Popravljamo razne rastlinske izvlečke, ja, zdaj s kom proti bolezni še borimo. Mislim, že vsem tem, kaj sem povedal, tako da tle res ni nekega velikega škropenja, tako da na kakšen kmet vprašal pri papriki, kako se že imenuje, zdaj pa ne pride, kako se boriš ti proti, evo, ker tega nimam v glavi. Jaz tega nisem poznal, in sem bil presenečen, je rekel, skratka, te preparati to preprečujejo, kot ene pršice, no. In potem še kakšne morske alge, kakšen čaj, uporabljamo 20 leto proti toči, aromalov čaj, zelo celi rane. No, to so še razne take zadeve. Izobraževanje, torej starše preko otroci pride na kmetijo, potem dovejo doma in to je najboljši efekt. Tista slika prej bila, to je osnovna šola Brežice, in ja, osnovna šola Brežice, moja želja je davno, da bodo učitelji pripravili otroke pred stojnice in se potem poučili. Prva 2 leti je to še bilo, potem se pa to pozabilo, no. Tako da, ne vem, škoda, da je to tako. Ravno iz Artič pa je ena učiteljica, ki je edina v Artičah, ki pripelje do vsake stolnice otroka in vzgaja v to smer. Torej, kot sem že tam na začetku v filmčku povedal, treba začeti pri otroke vzgajati in mi bomo pa to teh, ko sem prej na 25 leti zamenjali generacijo, ki bi lahko šli na popolnoma ekološko državo, ki ne bi bila prva na svetu, no. Ene v Indiji že, če bi prišli na internet, pa si pogledajte zvezdna država Sikkim, kjer so popolnoma ekološki, ko so ni tako zastrepljeni do druge rešitve ni bilo. Ekskurzije, ki pridijo na domačijo, si gledajo pač kako so delali, potem še malo bolj verjamejo. No, to so profesori iz 15 evropskih držav, ki so prišli na ogled kmetije, ali no, ta slika je bila iz lanskega leta, evo, z Nizozemske. Nizozemska je najbolj napredna kmetijska država na svetu, v narekovajih za mene, najbolj zastrupljena in zdaj so ugotovili, evo, v Sloveniji se hodijo učiti na ekološko kmetovalce, ker vidijo, da to ni rešitev, kar počnejo. To so bili tudi sami profesori srednjih kmetijskih šol in njihovi ravnatelji. Naše društvo AIDA, prej, kjer ste skrbili tudi za semena, no to je pa, ta gospod je pa Aleks Togodinski, ki je bil star 90 let, na ta dan je prišel, on je bil moj svetovalc, ki je rekel, tudi marsikaj napravlja na nimi stroje, ki ga vrti kar dan. Torej, te vse vrtavkaste brane preveč uničijo zemljo in naredijo tla neodobitno. Ja, in potem je zdaj že pokojni. On je naredil v Avstraliji 20% biodinamičnih kmetij in ekoloških zdrav. Tako, živali pač, da so na sebojni, da se pasijo čez leto, nimamo dela z njim, nimamo držav. In šel hitrej, da vidim se šteka. Tako, evo, mogoče pa tole, kako mi napravljamo živali. Jih predstavljamo, sem prej omenil, pasovih v 8-9 vaseh, potem jih predstavljamo za prikolico. Smo samo 2 zraven, sin pa jaz, kajti če je še kdo drug, pravi tako je odreagirajo in najbolj znajo domače ljudi. Zagradimo takole z žico in potem jih prejdemo tam na prikolico in jih predstavljamo na drugo parcelo. In to
Kot poslušamo slovensko meso je zdravo, na avtobusu ne vidimo izbrana kakovost, redko katero meso pride v tako resnico. To je vse živina v zaporih, v hlevih natrpanih, kjer ni kakšne dobrobiti živali. In da je slovenska hrana zdrava, če je zdrava podevana, potem se da pogovarjati. Tako da je ena skupina potem čaka naprej. Naslednjo okolico trgljeni na paši, takrat, ko ni paše ali še zgodaj spomladi ali pozno jeseni. Tako skrbimo za čiščenje hribov, to so bili vinogradi se opuščajo in to je rešitev potem živina, da to še rešuje te hribe. In novodobni zdaj, ki pač bi živali ukinili, mislim, da vendar tako čisto brez njih pa ne moško. Kaj hočem tle pokazati stvari, da lahko manjši traktor vleče večji stroj, da ni potrebno, da so to težki traktori. Gremo kar naprej. Ali potem grabljene za take zgledalnike, ki tudi kardana, pač poudarek na suhem seno, kot sem že prej omenil, da živali imajo suho seno, da po zimi v šotoru, ki ste videli, ker smo prihranili s tem šotorom kup plastike, ki je v teh bolah. Kokoši, delom svoje zdravo, če je to na tak način, ne pa v hlevih, kjer ni do mene svetloba in ni nič. Tudi po zimi, noben problem, da se živali skotijo in živijo v takem odprtem hlevu in tako uživajo, one so oblečene in ravno zaradi tega, ker je vrmelozno krmo, če bi jedla žita, bi jih zeblo in ne bi bile tako oblečene. Ljudje pridi na kmetijo, kjer pač dobijo potem, vidijo kmetijo in še seveda kupijo podelke. V trgovini, doma, dvakrat na teden, drugače pa v Ljubljani, dvakrat na teden, razen čez zimo ne. Recimo ekološka jabolka ali ne ekološka z enim načinom kristalizacije, kjer se točno izkaže vse zapacana, torej ne ekološka ali prav lepa slika. Se pokaže, ali tle spet ne ekološka limona ali ekološka. Prav nam slika pokaže, to smo se jaz predskočili delati ta postopek, ali tule, ali vino. Rečemo zdravje z vinom. Imamo veliko predavanj ekoloških oziroma biodinamičnih vinogradnikov in povejo vsi, da prečno špricano slovenska vino je 680 vrst strudov. Ne rečemo z njim na zdravje. Samo priznanja vinogradniki, ampak vprašanje kaj je noter. Evo, zdaj smo čisti konco. Kaj sem hotel povedati bolj s to zgodbo, imel sem poskus z kumorom. Kumora kupljena v trgovini slovenskega porekla ekološko, da je mojega kolega biodinamična. Ta moj kolega je meni posodo dal seme, prejšnjo leto, ki smo štartili iz istega semena. V isti uri sem tega kumorja potrgano. Ta v trgovini je bila pa stara, vidite, bila zelo sveža, na naslednji sliki se to vidi. Zarezal sem jih na take kose. Lahko je bila stara 1 dan, 2, 3, nikakor pa ni bila stara 1 teden, povedela. In potem sem jaz tole zložil nazaj v prvotno stanje in zavil z kuhinjsko folijo, da je kumorovsko obdržalo. In postavil na kuhinjsko polico konec septembra v temperaturi 20-22 stopinj. Po 12 dneh sem vzel kumore folije proč in rezultat je takšen. To je to, kar dobimo v trgovini, mrtva hrana, ekološka, biodinamična. Tudi ekološka ta se je zrasla nazaj. Povejte prav, kako je živa, vitalna, tle ima tudi ene znake ravenenja in potem po enem mesecu pa pol, kumora se zrasla nazaj, držim v roki, samo ta, biodinamična, torej te preparati, ki ste jih prej omenili, so to naredili. Povejte, po mesecu pa pol, še vedno je držili se skupaj, tudi ekološka je pripadla, da dobimo te. Da ne bo zdaj kdo kak ekološki tle prizadet, po nobenim nočem zdumati, kaj takega. To je bila zgodba, ki je to pokazala. Jaz sem delal 2 poskusa in 2 sta se tako enako zgodila. No in ta zgodba je zainteresirala
znanstvenika iz Kopenhagna, iz Kraljeve univerze. Sicer je to prišlo od njega, on to poskusil je tam delal in je potem prišel na kmetijo in je on vzel spet vzorce pri nas in še na drugih kmetijah in kup iz te hidroponike, to, kar je sistem Roost Paradise, samo infuzija v živo in vse ostalo je bilo propadlo, kaj se spet ostale. Srečala se s tem gospodom v 7 letih prejšnjo leto v Naklem, na enem predavanju, in spet smo dal te kumare, od konca oktobra še ni rezultata, ampak že imam informacijo, da je spet uspelo, tako kot takrat, da te stvari potem to. No, in to je prišlo pol do tiste nagrade, prve 2 leta 20, kjer so se prijavili na tečaj o zmanjševanju ogličnega odtisa. In to je bila pa še ena zgodba naslednje leto, to je ta svetovalka, Vesna Čuček, Franc Bogovič, nasprotnik ekološkega kmetijstva, zakaj se sem prišel na kmetijo, ne vem, in še izvodnice, to je tam tisto šef. No, kjer smo pripričali tudi to komisijo v Bruslju o načinu obdelave tal in še, to je bilo področje minister podelitev teh priznanj v času korone. In to je bilo še to je bilo leta 20. In potem še prišlo do oktobrske nagrade, posledično v istem letu in to, ki bi jaz zgodbo zaključil. Treba se lahko še bolj pogledate na naslednje slika. Pa če koga zanima, imamo to na spletni strani, ki je za videti, pa še kaj pogledate. Hvala lepa, če pa še kakšno vprašanje, oziroma boste že povedali,